Jaz sem Irin Klemenčič, tukaj je pa Rok Kofol, ki ga že poznate, pa verjetno ga poznate tudi brez mene že odprej. Danes smo rekla, da bova rekla kakšno o Namibiji. Živijo tu z moje strani. Ja, Namibija je za mnoge ena najlepših dežel, tudi za tiste, ki malo več držav na svetu obiščemo. Za mene v Afriki, poleg Etiopije, je sigurno eno od dveh najbolj takih tipičnih afriških, za razliko od Etiopije, ki zna biti kar nahard, je Namibija mogoče malo bolj prijazna, malo bolj prijetna, malo bolj filmska. To, zdaj se sploh ne strinjam s tem. Pa se mi vsi čudijo, vsi mi razlagajo, koliko so totalno navdušeni nad Namibijo. Pa sem bil zadnje čase dvakrat tam, mene dolgočasna. Prvič so ljudje blazno vljudni, kot da bi v Evropi bil. Brez veze, Afričani morajo po tebi skakati. Brez veze, ja. Afričani morajo po tebi skakati. Tle pa beli in črni, vsi so Jaz pa dobi srečo, glede na to, da za 45 Slovenij velika Namibija, pa 2 milijona ljudi ima samo. Jo, sej. Ne pa taki fini, recimo priješ na vas, kjer živijo himbe in tam prispiš in pol otroci seveda prelaufajo, pa začnejo skakati okoli tebe, gre mimo in odrasel reče bap! In tako vsi vtihnejo in grejo stran. To je nepojemljivo. No, recimo to pri bušmanih je približno tako moje doživetje, medtem ko pri himbah je pa zelo po kavbojsko vse skupaj, skratka vsak po svoje, po mojih izkušnjah. Poslušni so otroci, totalno da odrasli. Pa si šel eno tako vas, ko si jih naučil. Mogoče. Malo preveč turistično. Ja ne, tako to pravi. Smo še kozo klali. Okay. Ja, v glavnem Namibija je, no. Kaj te najbolj, tako recimo narava, ljudje? Ja, jasno, da narava, glede na to, da sem že omenil, koliko je velika, narava, kljub temu, da mogoče stereotipno misliš, da bo tam, ne vem, ali sam puščavski pesek, smo globoko pod Saharo, se pravi, tega je relativno malo, oziroma skoraj da nič. Je pa je tudi nekaj puščave, najlepše na svetu. Potem so tukaj živali oziroma safariji, potem pa so jasno tudi ljudje oziroma plemena, kot so sani oziroma bušmani, pa himbe in pa seveda še tudi mnoga ostala plemena. Tako da je ta pestrost na takem potovanju prisotna. Zdaj na mojem zadnjem potovanju v času covida, skoraj leto dni nazaj, meseca novembra 2020 recimo, kjer smo bili sami po kempih. Res sami, ni bilo nobenega drugega, tudi v teh nacionalnih parkih, kot je Toša, kjer je jasno veliko turistov, veliko avtomobilov, kjer so kempi polni, jih je bilo treba po pol leta vnaprej recimo rezervirati. V enem izmed teh treh glavnih kempov znotraj Toše smo bili sami, v Halaliju, v ta srednjem. V Okakoju, ki je najbolj popularen, mislim, da sta bila 2 ali pa 3 avtomobili. Skratka, v Etoši smo bili sami. To je res nepredstavljivo. Potem prej sem omenil tisto puščavo Namib, ki je res tudi prekrasna z rdečimi sipinami, lahko preletiš, hodeš po sipinah, mrtva drevesa oziroma mrtve doline znotraj med temi sipinami. Potem smo šli še jug pogledat, ki je mogoče za razliko od tega osrednjega ali pa severnejšega dela majčkeno bolj dolgočasen, bi se s tabo strinjal. Zelo dolgo se voziš, v bistvu se moraš en dan pa pol voziti nekaj, da se malo spremeni na tem južnem delu. Smo šli tudi do tega Fish River Canyona, tudi pogledati, kje pridobivajo diamante, oziroma so jih včasih, zdaj tisto prepovedano področje, te jasno ne spustijo, tam pa včasih so po pesku, ležali smo jih pa tudi mi iskali, ampak žal neuspešno. Potem pa ne vem, če greva v bistvu še majčkeno na predel Namibije, ne vem, če ga poznaš, recimo Okavango je vse majčkeno drugačen, majčkeno bolj zelen, ali pa recimo neko slapovje Pupe. Okavango že je zvana, ne? Ja, ampak v redu, je drugačen obraz Namibije, tako da Namibija tole recimo, kar mi delamo v 14 dneh na potovanjih, tudi za družine, ki pelamo, je v bistvu ta osrednji najbolj, bi rekel, lep, fascinanten del Namibije, so pa seveda še tudi ostali kraki Namibije, ki so zelo zanimivi. Jaz sem bil najbolj razočaran, ker tisti najbolj znamenite slike, tudi ti jih imaš, tista rdeča puščava pa mrtva drevesa. To je tudi majčkena zadeva, samo na enem koncu. Ja, majčkena zadeva. Jaz sem mislil, da je to cela 20 kilometrov tega. Dobro, to je bila
Moje mnenje je, da v bistvu kamorkoli grem, si čim manj preberem, pa čim manj slik pogledam, ko grem prvič. Ravno zaradi tega, ker sem dostikrat lahko razočaran, ampak okay, tukaj je ta suh del jezera med temi sipinami, ki se lih v zadnji rolajo, vsem kar malo velik, no? Je vsem, ne vem, 500 metrov krat 300 metrov, recimo, ne, na pamet. Včasih pa res prideš do nečesa, ki vidiš, v bistvu v tej luščici je ta ocean ali pa take stvari. Ne? Tako da